Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, po krajšem poletnem premoru oddaje Glasbeni utrip bomo danes z veseljem prisluhnili v obsegu in z voditeljskim zanosom, kakršnih smo vajeni. Že čez nekaj trenutkov se vam bo oglasila voditeljica tokratne oddaje Ana Marija Štukelj Kuzma. Glasbeni utrip. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Po poletnem premoru se na program Ars vrača oddaja Glasbeni utrip. Tokrat bo v znamenju več dogodkov s festivalov Sevix in Radovljica. Obiskali pa smo tudi otvoritveni koncert festivala Tartini v Piranu, baletno uprizoritev Romeo in Julija na festivalu Ljubljana in 8. tabor mladih pevcev Primorske v Tolminu. Oddajo povezujem Ana Marija Štukelj Kuzma, vabljeni k poslušanju. V fokusu. Tudi letos se je festival Radovljica posvetil odkrivanju slovenske glasbene dediščine, zapuščini Hrenovih kornih knjig. Gre za obsežen repertoar, v katerega sodijo dela, ki jih lahko najdemo le pri nas in nikjer drugje na svetu. Takšen primer je orgelska maša italijanskega poznorenesančnega skladatelja Claudia Merula. Zazvenela je 16. avgusta v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem na 5. koncertu festivala Radovljica. Izvajalci pa so bili italijanski organist Nicola Procaccini in kvartet slovenskih pevcev. Tam je bila Maruša Frelih. Po večjih sporedih prvih sodobnih izvedb je tudi letos festival Radovljica razvijal rdečo nit Hrenovih kornih knjig. Gre za rokopise, ki so bili last ljubljanskega škofa Tomaža Hrena in so bili hranjeni v arhivu ljubljanske stolnice. Tokrat je bila iz omenjenega bogatega arhiva izbrana orgelska maša Missa Virginis Marije, poznorenesančnega skladatelja Claudia Merula, ki je bil v 16. stoletju cenjen organist bazilike svetega Marka v Benetkah. Merulo pa je tudi v polju kompozicijskih inovacij nedvomno pomembna glasbena osebnost svojega časa, saj je orgle začel obravnavati kot samostojen izrazni instrument. Tega ni mogoče spregledati tudi v njegovi orgelski maši Device Marije iz leta 1568, ki je predstavljala središčni del koncerta. Izmenjujoč z enoglasnim koralnim petjem delo tke bogato okrašena instrumentalna polifonija, ki je bil z izvrstno orgelsko igro kos italijanski organist mlajše generacije Nicola Procaccini. Svojo virtuoznost in izvajalsko domišljenost je prikazal tudi v uvodni improvizirani tokati, kanconi in sklepnem improviziranem tematskem kapriču. Ubrano petje koralnih melodij je zvenelo v izvedbi dveh tenoristov, Blaža Strmoleta in Gašperja Banovca, baritonista Matjaža Strmoleta in basista Ambroža Renerja. Z občutkom za programsko snovanje pa so bili med mašnim ordinarjem na sporedu tudi Merulovi moteti iz leta 1584, Beati qui habitant, Cantavo Domino in Qui manducat. Kljub začetnim intonančnim krhkostim so pevci v izvedbah motetov vselej našli ubrane poti sozvočij, ki so s svojo milino uravnotežila prostor mogočnega orgelskega zvena. Z zavedanjem, da gre za vrsto sakralne glasbe, ki jo redko, če sploh kdaj slišimo, festival Radovljica s takšnimi izvedbami potrjuje svojo edinstvenost in pomembno vlogo pri oživljanju naše starejše glasbene kulturne dediščine.
V okviru 6. koncerta festivala Radovljica je 17. avgusta v radovljiški graščini nastopila priznana harfistka Margret Köll, ena vodilnih osebnosti na področju zgodovinske harfe. Izdala je več zgoščenk, med katerimi je že prva dobila nagrado Diapason d'Or. Ta album z neapeljsko glasbo 17. stoletja, ki se navezuje na legendo o sireni Partenopi kot starodavni poosebitvi Neaplja, je naslovljen kot Partenopina harfa. Recital Margret Köll z istoimenskim naslovom in glasbo iz Neaplja 16. in 17. stoletja je obiskala Maruša Frelih. Po legendi je bila Partenopa ena od siren, ki je s svojim petjem privabljala mornarje. Ko je mimo njih plul Odisej, se je ukazal privezati na jambor, da bi lahko poslušal njihov spev, ne da bi mu podlegel. Partenopi s petjem ni uspelo privabiti Odiseja, zato se je iz obupa pognala v morje in utonila. Njeno telo je naplavilo na obalo pri današnjem Neaplju, kjer je po njej dobilo ime staro naselje, predhodnik današnjega mesta. Ta legenda govori o čudežni moči petja, ki lahko človeka popolnoma prevzame. Čeprav je zgodba mitološka, je njeno izhodišče resnično. Glasba ima moč, da globoko poseže v naša čustva in nas povsem prevzame. Še več, sodobna znanost to potrjuje, vendar opisuje s stvarnim jezikom. Program recitala Margret Köll je bil v znamenju glasbe Giovannija Marie Trabacchia, Rinalda dell'Arpe, Gianna Leonarda dell'Arpe, Giovannija de Maca in drugih skladateljev, ki so bili ustvarjalci v neapeljskem glasbenem okolju v 16. in 17. stoletju. Sicer splošno manj znana skladateljska imena pa so v tem večeru oživela z vsakim tonom, akordom, liričnim šepetom, ki jih je harfistka izvabila iz instrumenta, zgodovinske, natančneje dvojne harfe. Na večer koncerta, ko je nastopila Margret Köll, glasbenica z izjemno poustvarjalno in življenjsko energijo, je po dolgem sušnem obdobju deževalo. Skozi okna radovljiške graščine se je svetlikala zlato-rumena svetloba zahajajočega sonca, med hribi so se podile meglice, takšne, ki nastanejo po dežju. V drugem delu so bile barve narave mistično zelene, poslušali pa smo Carla Gesualda, že v črnini pa Luigija Rossija in Bernarda Pasquinija. S to naravno kuliso je nastal mističen pojav, ki se je, kot bi bil scensko premišljen, spojil z nežnimi, a izraznimi in pripovednimi zvoki harfe. Izraz Margret Köll je namreč neverjetno živ in neakademski. Obvladovanje instrumenta se zanjo zdi čista lahkota, skladbe v njeni interpretaciji pa kot bi bile napisane včeraj, pravzaprav kot bi bile njene. Morali bi se privezati kot Odisej, če si ne bi pustili izgubiti vajeti. Petje Partenopine harfe je namreč očaralo. V nedeljo 23. avgusta je bila radovljiška graščina prizorišče pesmi trubadurjev, ki so umetniški odsev burne zgodbe znamenite Eleonore Akvitanske, njenega zakona z Ludvikom VII. In vzpona Henrika II. Do uporov njegovih sinov, kronanja in ujetništva Richarda Levesrčnega. Nastopil je ansambel Le Miroir de Musique, specializiran za glasbo poznega srednjega veka in renesanse, od obdobja trubadurjev do humanističnih tokov 16. stoletja. Tudi 9. koncert festivala Radovljica je obiskala Maruša Frelih.
sensem semblerantur Ansambel Le Miroir de Musique je bil po dobrem desetletju, tokrat v osveženi zasedbi, ponovno gost festivala Radovljica. Očitno so za občinstvo pripravili mamljivo glasbeno in vsebinsko tematiko, svet trubadurjev z juga Francije in velike zgodovinske osebnosti kraljice Eleonore Akvitanske ter njene družine. Upamo si trditi, da je festival Radovljica sicer vajen zavidljivih obiskov občinstva, pa vendar je bila na tem koncertu z naslovom Richard Levjesrčni in trubadurji dvorana radovljiške graščine napolnjena do zadnjega kotička. V prepričljivih izvedbah ansambla so zvenele pesmi trubadurjev Carsemona, Marka Bruja, Jeffra Rodela, posebno mesto znotraj sporeda je imel Bertrand de Born, koncert pa je sklenila pesem Richarda Levjesrčnega. Med paleto čustev, ki se je navezovala na posamezne dogodke kraljeve družine, so se pletle satira, kritika, ljubezenske pesmi in žalostinke. Poleg nežnega, vitkega glasu sopranistke Miriam Trevisan je posebej izstopal tenorist Jacob Lawrence z unikatno barvo glasu, izrazno in interpretativno močjo. Z instrumentalno spremljavo in samostojnimi medigrami so bili prepričljivi Aliénor Volteke z vielo, Giovanna Pesi z romansko harfo in Baptiste Romain, ki je igral na vielo in dude, hkrati pa je tudi vodja ansambla. Nepogrešljivi nadnapisi z besedili v prevodu Domna Marinčiča so ponudili pomemben vpogled v razumevanje časa in načina izraza umetniških snovanj 12. stoletja. V rokah tako pretanjenega ansambla pa so zgodbe kraljev in kraljic, ki so jih pred stoletji peli trubadurji, dobile glas, ki pravzaprav presega čas. Janus ompris midiras arizon, adruit nas sedulant manon, ne par force peut-il faire chanson, moltae amis, mes pauvres solidons, on diabrons pour ma rançon, si ça deux hivers pris. Ce seul bien mi homme et mi baron, in lui normand, poète vain et gascon, que je ne nulle si pauvre compagnon, que je ne cesse par avoir en prison. Je ne dis pour nulle retraçant, mais encore suis-je prise. Or sais-je bien de voir certainement que mort se prise l'âme parente, quand on me faut pour or ni pour argent, molde d'amour, mais plus de la gente, qu'après ma mort aurora prochement, si longuement suis pris. À merveille si j'ai le cœur doulant, à mes siresses, mes matins en tourmente, s'il m'aimera de notre soirement, que nos faillis enduit comme une bande. Je sais de voir que j'ai trop longuement, ne serait sa prise. Ce serait bien l'ange veille être reine, sur bachelor qui or son riche sein, quand comme bracelet dans ses entre mains,
Festival Radovljica vsako leto pripravi tudi oratorijski koncert, ki je ponavadi največji dogodek festivala oziroma na njem nastopi največ izvajalcev. Za letos, natančneje za ponedeljek 10. avgusta v cerkvi svetega Petra v Radovljici, je umetniški vodja Domen Marinčič segal po oratoriju Magdalenino spreobrnenje Giovannija Bononcinija. To je skladatelj, ki morda, tako bi rekel, povprečnemu poslušalcu ni tako znan, ampak on je bil tisti, zaradi katerega je imel Händel velike težave v Angliji, ko so ga najela, ga je njegova konkurenca, tako imenovana Kraljeva akademija za glasbo, takrat to operno podjetje, in je nekako skoraj tako rekoč moral nehati. Händel je potem nehal pisati opere, se je obrnil k oratorijem. Bononcini je bil pa takrat tako zelo viden, zelo znan kot eden vodilnih opernih skladateljev. No, ta oratorij je napisal, ko je imel 31 let in je bil zaposlen v dunajski dvorni cesarski kapeli in so tam ga tudi izvedli in potem takoj zatem še v Rimu, in v tem oratoriju so 4 pevci, potem pa en godalni korpus z violinami, violami, violončelom, kontrabasom in pa še eno viola da gamba solistično. Potem je zraven čembalo, orgle in arhilutnja. Tako je povedal umetniški vodja festivala Radovljica Domen Marinčič, ki je izvedbo oratorija vodil izza čembala. Pevski solisti so bili Katrin Hotiger, Francesca Ascioti, Johanna Rosa Falkinger in Lisandro Abadi. Kot piše glasbena urednica Brigitte Rovšek, tako dobro izvedenega oratorija na radovljiškem festivalu še nismo slišali in se sprašuje, zakaj ga prireditelj ne ponudi še komu. Oratorij Magdalenino spreobrnjenje je nastal v tradiciji oratorijev 18. stoletja, torej osredinjenja na duhovni in čustveni svet naslovnega svetnika. V njem ni skoraj nič drame, zato pa veliko filozofiranja o mislih in dejanjih Marije Magdalene in nasvetov, kako naj ravna, da bo dosegla božje zveličanje. Skratka, dramo smo pogrešali, a kot obljublja umetniški vodja, bo ta v vsem svojem veličastju nastopila prihodnje leto. Pač pa je bila letošnja izbira v vrsti 4 po partituri zagotovo najbolj kakovostna in zagotovo je bila tudi na najvišji umetniško poustvarjalni ravni.
Stara znanka festivala, sopranistka Katrin Hotigar, je s svojim okretnim glasom naravnost blestela v vlogi Marije Magdalene, altistka Francesca Ascioti v vlogi Marte je bila pravo odkritje. S sonornim, pravim altom, ne mezzosopranom, je v cerkvi svetega Petra čudovito napolnila razpoloženje, polno pričakovanj. Škoda, da se je tako krčevito oklepala partiture. Če bi jo zmogla prestopiti, bi bila lahko zvezda večera. Sopranistka Johanna Rosa Falkinger, ki v nasprotju s Katrin Hotigar glas oblikuje popolnoma brez vibrata, je nastopila v vlogi Božje ljubezni, posrečeno ali pa premišljeno, kakorkoli že, je bila izjemno nasprotje vsemu zemeljskemu. Zemeljski lepoti in čutnosti Marije Magdalene in prizemljenemu glasu četrtega altista, basista Lisandra Abadija. Na festivalu smo ga že večkrat slišali, vedno zelo dobro pripravljenega in gibkega. Tudi letos, le za letošnji part bi mu prišel prav malo nižji obseg. Malo za šalo in malo za res bi lahko rekli, da je spodaj malo prekratek. Baročni orkester festivala Radovljica je izrazito projektne narave. Člani se srečajo le nekaj dni pred izvedbo. Kljub temu je zvenel uigrano, muzikalno in prepričljivo. Izza čembala ga je vodil Domen Marinčič s čudovito podporo orkestralnemu telesu, različnim značajem in zvočnemu okvirju oratorija Magdalenino spreobrnjenje Giovannija Bononcinija. S tem pisanjem bi lahko dlakocepili, ampak res pretehta splošni vtis, zato lahko rečemo le še in naprej.
Posnetke 6 koncertov festivala Radovljica bomo na programu Ars predvajali tudi v četrtkovih oddajah Banketov muzikale. Oddajo pa nadaljujemo s festivalom stare glasbe Sevix, ki je pod umetniškim vodstvom Klemna Ramovša letos potekal med 7. in 21. avgustom. Obiskovalcem je ponudil 16 dogodkov, skupaj s tako imenovanimi tradicionalnimi predtakti, predkoncertnimi pogovori oziroma klepeti z umetniki in umetnicami. Razgibano festivalsko dogajanje v Celju je spremljala glasbena urednica Katarina Radalec-Jazbec. Tudi letos se je glavnina festivala Sevix odvijala v Celju, na več pomembnih prizoriščih z bogato kulturno dediščino. V Narodnem domu Celje, v Knežjem dvoru, cerkvi Marijinega vnebovzetja, stolni cerkvi svetega Danijela in v glasbeni šoli Celje. Že tradicionalno pa je eden od koncertov potekal na edinstveni lokaciji pri Dolenjskih Toplicah, v Hudičevem Turnu v vasi Soteska. Kljub temu, da je bilo število festivalskih dogodkov nekoliko okrnjeno v primerjavi s prejšnjimi leti, so Sevix 2026 zaznamovali raznoliki, premišljeni programi, ki so jih umetniki zasnovali v skladu s historično izvajalsko prakso, velikokrat nadgrajeno z inovativnimi, sodobnimi pristopi poustvarjanja. Največ koncertov je bilo komorno zasnovanih, prevladovali so instrumentalni sestavi, izjema sta bila le španska vokalna zasedba Quinta Esencia in vokalno-instrumentalni ansambel Savaria Barok Orkestra, ki je v petek zvečer tudi sklenil letošnji festival Sevix, s prepričljivo izvedbo oratorija Sveti Štefan Antonija Caldare. Tokrat je solistični avtorski večer pripadel portugalskemu umetniku Tiagu Matiasu v okviru vsebinskega sklopa festivala, poimenovanega Sevix Collegium Artis, ki skrbi tako za povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi v okviru istega koncerta, kot za širše mednarodno povezovanje glasbenikov, pa je tokrat nastopila zasedba Bach Collegium Barcelona, v kateri sta ponovno združili moči slovenska čembalistka Ana Marija Kranc in španska violinistka Adriana Alcaide. Pridružil pa se jima je še violončelist Bruno Hurtado Gonsalves. Tudi letos je bil en dogodek festivala Sevix posvečen mlajši publiki. V glasbeni šoli Celje se je predstavila domača zasedba Oper Aria. Skozi njihovo predstavo so obiskovalci spoznali operni svet. Ne le najbolj priljubljene arije iz kanona, ampak tudi tehnične, čustvene in interpretacijske vidike glasbe ter glasbenega gledališča. Otvoritveni koncert letošnjega festivala Sevix je pripadel švicarski zasedbi The Pleasure Garden, katere članica je tudi naša odlična kljunasta flavtistka Maruša Brezavšček. Zasedba se je predstavila s programom naslovljenim Angleški glasbeni zakladi od Dowlanda do Prsla, ki je poskrbel za pravo paleto v glasbo preslikanih občutkov. Nastopajoči so s povezujočo energijo interpretirali tako melanholične napeve kot plesne živahne skladbe, prepletene z ljudskimi melodijami, manjkalo pa ni tudi solističnih delov koncerta, kjer so še posebej do izraza prišle improvizacijske spretnosti glasbenikov, zlasti ob virtuoznih okraševanjih posameznih fraz in ob poigravanju s harmonskimi ter dinamičnimi prehajanji.
12. avgusta je v stolni cerkvi svetega Daniela nastopila vokalna zasedba Quinta Essentia, ki se je predstavila s programom Viktorija v Rimu, večinoma sestavljenim iz sakralnih del največjega španskega renesančnega skladatelja Tomasa Luise de Victorije. Zazvenela je njegova maša, slišali pa smo tudi 3 krajša skladateljeva dela, zadnje, Usmili se me Gospod, so glasbeniki prepričljivo in kontemplativno izvedli na koru. Zasedba je bila glasovno dobro uravnotežena, bogata harmonija se je lepo prelivala, začetke fraz so nastopajoči zelo natančno nastavljali, dragoceni so bili tudi momenti tišine in postopni prepričljivi dekrešendi ob zaključkih skladb. Zvočna projekcija zasedbe je bila precej intimna, na trenutke je tako umanjkalo nekaj energije, ki bi zapolnila prostor. Zasedba Bach Collegium Barcelona je 13. avgusta nastopila v cerkvi Marijinega vnebovzetja, kjer je predstavila 5 Ramoejevih koncertov za čembalo. Domača čembalistka Ana Maria Kranz je nastopila s španskima glasbenikoma, violinistko Adriano Alcaide in violončelistom Bruno Murtadom Gonzalvesom. Na prvi pogled precej enoličen spored se je kmalu izkazal kot zakladnica različnih karakterjev. Da je te skladatelj uglasbljeval s prav posebnim veseljem, so izpostavili tudi nastopajoči med razlago posameznih koncertov. Tako smo lahko spremljali efektivno poigravanje z mnogimi zadržki in spremembami tempa ter lahkotno, vživeto in zelo izrazno interpretacijo, ki je zvenela nadvse svobodno in poigravajoče se. Tudi glasbeniki na odru so vidno uživali v medsebojnem izmenjevanju in dopolnjevanju. Najintimnejši solistični večer v Hudičevem Turnu je na letošnjem festivalu Sevix pripadel Tiagu Matiasu, portugalskemu umetniku, ki se je predstavil z zanimivim programom, prepletom portugalske in španske renesančne ter baročne glasbe za vihuelo in baročno kitaro. Skladbe, ki so bile napisane za vokal, smo slišali v glasbenikovi priredbi, med posameznimi programskimi sklopi pa je Matias doživeto prebral nekatera besedila ter predstavil izstopajoče značilnosti skladb. Njegova igra je bila zbrana in natančna, na virtuoznih delih je postregal z veliko okraski, nekoliko je manjkalo pristne povezanosti med izvajalcem in glasbo. Najbolj uživeti in sproščen je bil tako zadnji programski sklop, v katerem smo slišali avtorske improvizacije med skladbami, manjkalo pa ni niti udarcev po kitari in oddaljenega zvena fada, pomešanega z baročno in popularno glasbo.
Festival stare glasbe Sevix 2026 se je zaključil v petek 21. avgusta s prepričljivo izvedbo oratorija Sveti Štefan Antonija Kaldare v dveh dejanjih, ki je nastal leta 1712. V Narodnem domu Celje je nastopil madžarski ansambel Savaria Barok Orkestra ob 10. obletnici Listovega inštituta Madžarskega kulturnega centra v Ljubljani. Po koncertu je umetniški vodja festivala Klemen Ramovš tako strnil prve vtise. Začeli smo točno 2 tedna nazaj z Marušo Brezavšček in njenim The Pleasure Garden, novim švicarskim ansamblom. Zaključili smo s tem oratorijem Antonija Kaldare, ki so ga izvedli naši prijatelji, lahko rečem, s Pavlom Nemetom se poznava 45 let in on je organiziral moj prvi kurs na Madžarskem v Sombotelu. Zelo lepo je vse skupaj uspelo in seveda zadaj so pa pomembne osnove, brez katerih ključni partnerji, predvsem mestna občina Celje in pa zavod Celeja Celje in potem tudi vsa ta kulturna infrastruktura v Celju. Pokrajinski muzej, glasbena šola, župnijski urad. Letos smo vključili eno novo lokacijo, to je cerkev Marijinega vnebovzetja. Razmišljamo še o nekaterih drugih lokacijah, tako da mislim, boljše kot je uspelo, absolutno ne bi moglo. Smo pa obdržali tudi Dolenjske toplice s Sotesko oziroma Hudičevim turnom, ki seveda zelo lepo popestri in začini kvaliteto. V cerkvi svetega Jurija v Piranu so minuli četrtek s slovesnim otvoritvenim koncertom in visokimi gosti, med katerimi je bila tudi ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridel Jarc, odprli 25. Tartini festival. Nastopil je baročni orkester Savaria iz Budimpešte z 2 solistoma, violinistom Laslom Pavlikom in basistom Laslom Jeklom. Koncert je potekal s podporo Listovega inštituta Madžarskega kulturnega centra Ljubljana. Obiskala ga je Simona Moličnik, posnetek je pripravil Tone Jurca. Stoječimi ovacijami, ki so v slovenskih obalnih mestih bolj redkost kot pravilo, je občinstvo nagradilo nastopajoče glasbenike. Četrt stoletja že vsako poletje prinaša Tartini festival vrhunske izvajalce stare glasbe v Piran in z več vidikov ohranja živost tukajšnjega rojaka Giuseppe Tartinija. To je v nagovoru poudarila tudi ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridel Jarc. V četrt stoletja delovanja se je Tartini festival utrdil kot eden osrednjih mednarodnih glasbenih festivalov v Sloveniji ter kot prepoznaven ambasador slovenske kulture v evropskem prostoru. Sinočni koncert je sovpadal z madžarskim državnim praznikom, zato je program ponudil prelep preplet Tartinijevih partitur z odlomki iz oratorija Sveti Štefan, prvi ogrski kralj Antonija Kaldare. Suvereno, stabilno in značajsko prepričljivo je posamezne arije in recitative izvedel basist Lašlo Jekl. Baročni orkester Savaria pod vodstvom Pana Nemeta je koncert uvedel z izvedbo Tartinijeve simfonije. Dvoje Tartinijevih koncertov za violino, godala in basso continuo
je ob orkestru izvedel violinist Lašlo Pavlik z domala popolnim razumevanjem Tartinijevih partitur in z vrhunsko občutljivostjo za njihove umetene detajle je razkrival lepoto skladateljeve glasbe. Mojstrstvo motivične in kontrapunktične gradnje, v kateri je pogosto mogoče začutiti odmev njegovega mladostnega stika z ljudsko glasbo, ter izjemno izrazno, spevno in globoko občuteno lepoto melodike počasnih stavkov. Lašlo Pavlik je igral na Tartinijevo violino. Zelo veliko čast mi je, da lahko igram na to violino. Tartini je moj idol. Več let nazaj sem posnel 2 albuma s Tartinijevimi koncerti. To je bilo moje prvo srečanje s Tartinijem. Od takrat dalje ga zelo občudujem. Prišel je trenutek, ko lahko igram na njegovo violino. Fantastična je, ne le zato, ker jo je izdelal Amati, temveč zato, ker je to Tartinijeva violina in on sam je igral na njo. It was Tartini's violin and he played on it. Kljub vročini in vlagi, ki sta prodrli v sicer dobro akustični cerkveni prostor ter povzročili nevšečno razglaševanje glasbil, so nastopajoči glasbeniki navdušili in ustvarili koncert, ki bo še dolgo odmeval v našem spominu. Nadaljujemo v Ljubljani, kjer je v ponedeljek in torek v Galusovi dvorani Cankarjevega doma sodobna plesna različica Romeja in Julije Sergeja Prokofjeva povezala španski ansambel Otra Dansa in simfonični orkester Auditorija Alicante Ada pod vodstvom Josepa Vicenta. Koreografinja Asun Noales je Shakespearovo tragedijo prevedla v sodobni plesni jezik, ki je ponudil nekaj domiselnih rešitev, vendar je v gostoti in intenzivnosti giba mestoma zabrisal pripovedno nit in čustveni svet njenih protagonistov. Med prepričljivejšimi členi večera sta bili vizualna podoba odrskega prostora in glasbena izvedba. Ponedeljkovo predstavo si je ogledala Katja Ogrin. Romeo in Julija je zgodba, h kateri se ples vedno znova vrača. Asun Noales se je lotila z željo, da bi jo osvobodila klasičnega baletnega besednjaka ter prepustila telesu, gibu in čustvu. Shakespearjeve tragedije ni želela zgolj ilustrirati, temveč poiskati gib, ki bi zgodbo pripovedoval sam.
Takšen pristop je blizu ustvarjalnemu svetu sodobnega baletnega ansambla Otradanca, ki ga je Noalesova ustanovila leta 2007. V skoraj 2 desetletjih je skupina gostovala v več kot 25 državah na 5 celinah in razvila prepoznaven sodobni plesni jezik, v katerem se izrazita fizičnost povezuje z vizualno podobo in dramaturgijo. V središču njihovega ustvarjanja ostajajo telo, odnosi in čustva. Predstava Romeo in Julija je nastala v sodelovanju z Auditorijem Alicante in tamkajšnjim orkestrom Ada Sinfonica, ter premiero doživela decembra 2024. Koreografinja je veliko Shakespearejevo tragedijo skrčila na 12 plesalcev, 6 plesalk in 6 plesalcev in skoraj prazen oder. Takšna redukcija vso težo pripovedi položi na ples. In prav tu se je v ljubljanski uprizoritvi pokazala njena največja šibkost. Svojo različico je zasnovala na izrazito fizičnem, tekočem gibanju, ki skoraj brez premora sledi glasbi Sergeja Prokofjeva. Prav težnja, da bi s plesom zajela domala vsak glasbeni poudarek, pa je v prizoritvi odvzela prostor za dramaturško gradnjo in čustveno poglobitev. Široka, pogosto sunkovita gestikulacija, številni zamahi, obrati in prevali so ustvarjali občutek nenehnega gibalnega nemira, v katerem sta se mestoma izgubljala tako pripoved, kot notranji svet protagonistov. Ob obilici giba so tudi odnosi med liki ostali premalo izrisani. To je najbolj zmotilo prav v odnosu med Romeo in Julijo, saj njuna ljubezenska zgodba ni vedno dosegla pričakovane čustvene intenzivnosti. Bolj prepričljivo je učinkovala vizualna zasnova odrskega prostora. Preprosta scenografija Luisa Crespa je z uporabo zelenja učinkovito začrtala posamezna prizorišča, dobro pa je dopolnjevala premišljeno osvetlitev Joaquina Hernandeza. Svetloba je skupaj s scenografijo ustvarila eno najprepričljivejših vizualnih plati uprizoritve. Precej bolj zadržana kostumografija Ane Estevan pa je ostala brez jasnejše ustvarjalne poteze in k vizualni prepričljivosti uprizoritve ni bistveno prispevala. Med zanimivejšimi koreografskimi rešitvami so bili prizori z duhovnikom. Noalesova je posegla tudi v znani konec Shakespearjeve tragedije. Strup je zamenjalo jabolko, Romeo umre ob Juliji, ona pa po prebujenju življenje konča s skokom z balkona. Toda prav sklep predstave je učinkoval manj prepričljivo. Spremenjena prizora smrti Romea in Julije sta koreografsko ostala brez pričakovane pretresljivosti. Med plesalci je najbolj prepričal tehnično zanesljivi in odrsko izraziti Salvador Rocher kot Romeo, medtem ko je Rosana Freda v vlogi Julije pustila nekoliko manj izrazit vtis. Tudi zato osrednji ljubezenski odnos ni vedno premogel tiste notranje napetosti, ki bi lahko nosila čustveni lok predstave. Posebnost uprizoritve je bila tudi razporeditev glasbenikov. Večina simfoničnega orkestra Auditorija Alicante, Ada, je igrala v nekoliko dvignjeni orkestrski jami. Posamezni glasbeniki, med njimi pianist, harfistka in tolkavci, pa so bili umeščeni na oder. Njihova navzočnost je mestoma preusmerjala pozornost od plesnega dogajanja. Glasbeno pa je orkester pod vodstvom Josepa Vicenta ponudil enega najprepričljivejših elementov večera. Jasno je izrisal kontraste glasbe Prokofjeva, od nežnejših lirskih odsekov do ostrih ritmičnih in dramatičnih izbruhov, ter ustvarjal napetost, ki je koreografija ni vedno dosegla. Tudi odziv občinstva je bil zgovoren. Glasbenikom je ob koncu namenilo posebej dolg in izrazit aplavz. Sodobna interpretacija Romea in Julije Asun Noales je tako ponudila nekaj domiselnih koreografskih rešitev in tehnično zahtevno plesno izvedbo, vendar je v gostoti in intenzivnosti giba prepogosto izgubljala jasnost pripovedi in čustveno globino. V predstavi, ki želi Shakespearjevo tragedijo pripovedovati predvsem skozi telo in gib, je tako sinoči najmočneje spregovorila prav glasba Prokofjeva. Ob koncu oddaje predstavljamo še 8. tabor mladih pevcev Primorske, na katerem je svoje pevsko znanje prejšnji teden v Tolminu izpopolnjevalo 105 otrok, starih od 10 do 17 let. Na vajah jih je obiskala Mariša Bizjak.
Zares intenzivni so bili dnevi na taboru, kjer so letos zaradi rekordne udeležbe 105 otrok glede na starost razdelili v 2 pevska zbora. Imamo 3 ure vaj, pa imamo kosilo, pa imamo uro pa pol vaj, pa imamo malce, pa spet uro pa pol vaj, pa večerjo pa spet uro pa pol vaj. Končamo pa šele ob 9. Najbolj mi je všeč, ko pojemo ali ko se igramo. Prihajam iz Cerkelj na Gorenjskem, v bistvu sem prišla preko glasbene matice iz Ljubljane in sem dobre prijatelje, tako da je fajn. Že vsa leta na taboru sodelujejo zveneča imena z glasbenega sveta, med njimi Stojan Kuret, Martina Burger in Petra Grasi. Letos drugič David Preložnik, po novem še Andrej Makor. Že vrste let sodelujem kot skladatelj, torej da kakšne novitete napišem za tale tabor. In tokrat so me prvič povabili tudi kot dirigent, tako da je ena prekrasna izkušnja sredi poletja tako za nas, glasbenikov, kot pa tudi za vso nadobudno mladino. Seveda je v tem kratkem času potrebno res intenzivno delati in otroci so tudi na to pripravljeni, tako da je vse skupaj eno z drugim se povezuje in na koncu res pridejo čudoviti rezultati. Pod vodstvom strokovnjakov spoznavajo sodobno slovensko mladinsko zborovsko glasbo, pomemben del programa pa vsako leto predstavljajo tudi nove skladbe slovenskih skladateljev, napisane posebej za ta tabor. Letos so pripravili kar 7 novitet. Umetniška vodja tabora Barbara Kovačič. Tabor smo letos posvetili Srečku Kosovelu. Je kar veliko skladb nastalo na njegovo besedilo. Dali smo pa pisati tudi skladateljem, ki za nas še niso pisali. Tako se je letos pridružil Uroš Rojko, pa tudi Aleksandra Naumovski Potisk in mlad tržaški skladatelj Simon Kravos. Precej nova imena, ker smo želeli, da res tudi z tega vidika širimo partituro in vsebino. Ostali skladatelji so tisti, ki so z nami že sodelovali. Sem prepričana, da en velik delež otrok si želi dobrega, kvalitetnega petja, si želi delati s strokovnjaki. Kot je svetovno priznana zborovodkinja, tržaška Slovenka Petra Grasi. Kot pravi, se na taboru tudi sama kalila. Sem jaz iz tabora v tabora, v bistvu sem rasla kot dirigentka, sploh da sem videla, kako recimo majstro Kuret dela, je kot neka masterclass v bistvu, ne, si tukaj v Tolminu ima za nas mlade dirigente, še posebno za moje začetke je bilo kot neka masterclass, da sem videla, kaj pomeni delati na najvišjem možnem nivoju. Je vedno nekaj zelo posebnega in očarljivo, je ta tabor res mali čudež, da v tako kratkem obdobju zmorajo naštudirati tako težek repertoar in vse na pamet, je res mogoče največji zborovski čudež, ki sem ga kdaj že doživela. Je tako visok nivo potem dela, ritma dela, da je kot da bi delali na neki profesionalni ravni v bistvu, ne? Da tudi v Sloveniji zmoremo na mladinskem petju delati na zelo visokem nivoju, prav na profesionalnem, ker razlika pa je ta, da oni zmorejo veliko urvaj, ki profesionalni si ne zmorejo, eno zelo veliko koncentracijo do zadnjega trenutka. In ja, vračam se vedno, ker je postalo kot en družinski kemp na vse zadnje, ne? Čeprav se ukvarjamo z glasbo na visokem nivoju, je vse zelo v družinskem vzdušju in vemo, da pač konec avgusta smo tukaj in je že pač stalnica. Morda bo stalnica postala tudi letošnja novost Pesem v mestu. Ustavljali so se na naključnih točkah Tolmina in sprehajalcem, domačinom s pesmijo polepšali dan. Uradno ime je Tabor mladih pevcev Primorske, a prihajajo iz vse Slovenije. 16-letna Špela Marinčič z Vrhnike je za letos kot projektno nalogo v šoli napisala himno tabora. Sem na taboru že 5. leto, ker mi je všeč družba, všeč mi je, kaj lahko tako število otrok naredi v enem tednu. Potem sem tudi opisala pač to vzdušje, kakšno je. Svoje delo so mladi pevci predstavili na zaključnem koncertu v tolminskem kinogledališču. Koncerta pa bodo jeseni imeli še v Ribnici in v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. To je tudi vse v današnji oddaji Glasbeni utrip. Pripravili smo jo sodelavci uredništva za resno glasbo. Tonska mojstra Miha Klemenčič in Lijan Samsa, napovedovalec Bernard Stramič in voditeljica Ana Marija Štukal Kuzma.